ko doping popusti, se bo zgodil klasični crash. Kar umrl bi. Ko se je golob šopiral za Superman zakonom. Zato, da pokažemo ta mačo efekt. Karma is a bitch. To je tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi leve in besne. In vse, ki več v tej državi težko sledijo, kaj sploh vse se dogaja, oziroma kaj se vse ne dogaja. Ja, zelo, zelo pester teden in ena eksplozivna epizoda pred nami. Začela bova z včerajšnjim krvavim napadom na Bavarskem dvoru v Ljubljani. 37-letnik, policija posebej poudarja, da je državljan Slovenije, je čakal na postaji Bavarski dvor, po daljšem čakanju, vstopil na avtobus, se skregal neki s šoferjem in ga z nožem porezal po obrazu. Ga kar konkretno porezal, da je v življenjsko ogrožujočem stanju, so sporočili z UKC, da pa je to stanje stabilno in potem je izstopil, nekaj ur bežal, potem so ga izsledili. Zdaj, moj prvi komentar. Seveda, da se razumemo, nikoli še takšno represijo ne bomo preprečili vseh takšnih dejanj ali pa vseh teh podlih namer neke bolne glave. Ampak, zdi pa se mi, da so dogodki, kot je ta en pomenljiv signal v ravno pravem času in signal, ki kaže, da samo nova zakonodaja, kakršnakoli že, ne bo rešila ničesar, če se nič ne spremeni na terenu. In na terenu se, po mojem mnenju, tudi po novomeški tragediji ne spreminja nič, kamorkoli pogledaš. Skratka, premier na eni strani komunicira stanje izredne pripravljenosti, na drugi strani se jaz prejšnji konec tedna peljem iz Bele krajine, iz notranjosti Bele krajine proti Novemu mestu, pridemo na križišče, kjer se gre na eni strani proti avtocesti v Ljubljano, na drugi strani v Brezje oziroma zloglasni Žabjak. Glede na vse, kar je premier rekel, seveda pričakujem, da bom videl tam na tem razpotju vsaj eno marico. Ne, policije ni nikjer. Potem naprej, približa se Martinovo, točno takrat damo v Sloveniji voznikom signal, da pač alkotesti ne veljajo več, odločba Ustavnega sodišča. In berem še včeraj, da sinoči voznik 278 na uro po gorenjski avtocesti, pogledam, kakšna je kazen, 9 kazenskih točk, se pravi polovica za odvzem, medtem ko bi v Avstriji izgubil in dovoljenje ob tej hitrosti in avto. V Švici bi mu pa avto celo na uničenje pelal pri tej isti hitrosti. In se vprašam, kje mi smo, Ja, ampak, ko si rekel, nekaterih stvari se ne da preprečiti, ampak ko se pa vprašaš, a bi se pa to konkretno mogoče pa dal preprečiti, Zdaj, po nekih informacijah ne bi šlo za nekega duševnega bolnika. Ja, imel naj bi, potrdilo o duševni bolezni, več let naj bi se na različnih koncih centra Ljubljane pojavljal z nožem in grozil naključnim mimoidočim. Menda na zadnje nekoga celo ranil, poškodoval še par tednov nazaj. In to me spominja prav na to, kot smo spremljali dogajanje, kot tudi te najhujši napadi se ne zgodijo kar iz prve. Skoraj nihče od teh storilcev, ki naredite najhujše napade, ne naredite jih najhujših napadov kot neka strela z jasnega, ampak je že prej imel neke manjše, pa potem že malo manj manjše in tako dalje napade in nihče ni odreagiral kot recimo naprej. Ampak pazi še to, Bavarski dvor, če ga pogledaš znotraj Ljubljane, center, največji center skoraj. Prometno ena od najbolj obremenjenih izpostavljenih lokacij, javni promet, se pravi, tudi že v preteklosti so se tukaj dogajali varnostni incidenti. Šel sem pogledat tisti dogodek, ko je tudi menda psihično neuravnovešen najstnik, ni bil pa isti, marca 2024 z 2 nožema grozil množici na Bavarskem dvoru. Pač dejansko, to me spominja na to varnostno tvegano območje v Šutarjevem zakonu. Se pravi, če ne znamo Bavarskega dvora prepoznati kot eno točko, kjer bi bila lahko okrepljena prisotnost policije, kako bomo določali druge varnostno tvegana območja? In policija ob tem dogodku na Bavarcu sporoča ravno to, bodite tudi ta konec tedna, ki prihaja, mirni, ker mi smo v zimskih mesecih v bližini praznikov koncentrirani v centru Ljubljane. Ja, kje? Kdo je bil tokrat kje koncentriran? No, pa tudi takrat, ko omenjaš ravno ta incident, koliko ur se je policija ukvarjala s tistim človekom z nožem, preden so dejansko karkoli naredili. Se pravi,
In tukaj, bom rekel, nova pravila, ne bodo te kastrirane policije v tem smislu, ampak zakaj je kastrirane policije? Zato, ker je usmeritev iz vrhov taka in če se naveže to je naprej, eno, pa še kadrovsko jih je itak premalo. Kadrovsko jih je, ampak tudi tisti, ki so, ne smejo nič narediti skoraj. Isto recimo, če gledamo, dva Roma napadla v zdravstvenem domu Kočevje, kjer je imela srednja šola iz Kočevja sistematski pregled. Nekaj dijakov je stalo zunaj pred zdravstvenim domom in po pričevanjih narobe je pogledalo dva Roma, ki sta šla mimo in prebutala tega fanta, ki je mogel potem na urgenco. Kaj vemo o tem? Da je oba sta sicer mladoletna Roma, ampak vsaj eden od njiju je že bil predhodno obravnavan, da so jo v hišni pripor, kar sicer je, kot pravijo strokovnjaki, skoraj da najhujša stvar, ki jo mladoletniku pri nas lahko narediš. In šola je za nekaj tednov najela varnostnike. Wow. Veš, tukaj vidim pa eno drugo sporočilo. Po novomeški tragediji, po šutarju, se vsi obnašajo, ko govorim vsi obnašajo v vladi, kot da imamo v tej državi eno samo romsko naselje in to je to najbolj razvpito Brezje oziroma Žabjak pri Novem mestu. Čeprav so tukaj Kočevje, Ribnica, Šentjernej, Brežice in tako naprej, zakaj se pogovarjamo zdaj samo o Žabjaku? Po mojem prepričanju zato, ker filmsko, kot se je premier lotil tega, z šutarjevim zakonom in v tej mačo pozi odločnosti, kako bo vse uredil, ta vladna kampanja okoli šutarjevega zakona zdaj potrebuje eno prepoznavno filmsko kuliso. Zato zreduciramo vse na Žabjak. Dogaja se nam pa potem na drugih koncih Slovenije. In predlagam, da mogoče tudi pogledava te izjave iz Kočevja. Sporočilo vladi je, da je Kočevje nevarno mesto, da je ljudi strah hoditi po ulicah in pričakujejo lahko marsikaj. Pomagajte nam, naredite nekaj, da bojo naši otroci v okolju, v katerem živijo, varni. Mi moramo določene meje v nasilništvu in kriminalu postaviti za vse enako. In ko bomo to naredili, bomo lahko govorili o integracijah, mehkih vsebinah in učinkoviti socialni državi, ki danes zagotovo ni učinkovita. Srhljivo mi je bilo te dni, sicer v eni drugi oddaji, slišati kočevskega župana, ki si prej odprl, da je hišni pripor za pač ta dva mladoletna Roma že korak naprej, ker pred šutarjem dejansko nikogar od mladoletnih nasilnikov sploh niso pošiljali nikamor. Čeprav vemo, da nadzor nad tem hišnim priporom, ne bom niti začel, kakšna je stopnja nadzora, pa še nekaj bi rekel. Američani pravijo karma is a bitch, oziroma morda bi kdo tukaj geografsko nam bliže rekel, vse se vrača, vse se plača. In spomnim se samo enega prizora, ali pa več jih je bilo, kako nasmejan do ušes, nam notranji minister razlaga ob 1001 priliki, Slovenija je varna država. Malo ta posnetek lahko pogledava še tega. Slovenija je varna država. Se veste, so že pregovorne besede ministra Poklukarja. Dokler 27. junija, torej na dan, policije ni izjavil. Varnost ne, romantike je konec. Rekli bi, dobro jutro, minister. To nekateri, ki živimo, predvsem na Dolenjskem, že dolgo vemo in tudi na to opozarjamo. Od začetka Senad Jušić verjetno tega ni zmogel. Zato je bil tudi direktor za določen čas. In to, gospod minister, to je vaša odgovornost. Tole režanje, z časovne distance izgleda srhljivo, ker je to posmeh v obraz preminulemu Alešu Šutarju in posmeh v obraz njegovi družini, ki je ostala brez očeta in brez partnerja in tako naprej. Zdi se mi, da je to bilo norčevanje in tukaj je poslanka rekla, dobro jutro, minister, takrat, ko je bil še na interpelaciji, zdaj že lahko rečemo tudi lahko noč vmes. No, zdaj, kar se tiče tega, se mi zdi ravno to, to hahljanje, ko so ravno v interpelaciji razlagali o tem, kakšne so varnostne težave jugovzhodne Slovenije oziroma v Sloveniji nasplošno. Mislim, da niti ni bila tako zelo izključno samo jugovzhodna Slovenija takrat poudarjena in ravno Bavarski dvor kaže, da ni samo jugovzhodna Slovenija tista, ki ima težave z varnostjo. To hahljanje in potem močna podpora koalicije ministru pravzaprav daje signal, da je cela koalicija v prvi vrsti sokriva za to dogajanje,
ne, ker je držala štango konec koncev za to dogajanje. In potem, in kot drugo, ne, ko sem rekel, torej policija je kastrirana, ne, zakaj? Zato, ker od zgoraj prihajajo taki signali, da Bog ne daj, da kaj narediš, ker potem boš pa ti kot policist procesiran. Ne samo, da te bodo Romi prebutali, pa mogoče nadlegovali tvojo družino, še ti boš profesionalno procesiran, tako kot so bili recimo policisti, ki so varovali v času leta 2021 vrh EU Zahodni Balkan, kot so bili policisti, ki so ukrepali na protestih in tako dalje. Pa ni šlo za nobeno zlorabo recimo moči. No, glej, in zdaj ta minister, ki se je režal, je šel, ne, pa še ena ministrica, v kateri tej epizodi tudi še kaj bova, ampak v glavnem istim ljudem, ne, pa zdaj zaupamo kvazi zelo odločno, mačo ukrepanje, v nekaj tednih bojo v bistvu izgnali ne samo nasilje, imaš vtis, da tudi organiziran kriminal bo kar zginil iz slovenskih cest in ulic, ne, in zdaj imamo ta famozni Šutarjev zakon. Danes, ko to snemava, je na odboru že v parlamentu. Ja, ampak še prej v posmeh tega ne, je pa ravno včeraj, ali mislim, da včeraj, ne, Teodor Groznikar, ne, 41-letnik, ki je pošiljal naboje politikom, ne, dobil kazen in sicer 4680 €, ki se bo pretvorilo, ker človek menda nima premoženja, v 360 ur družbeno koristnega dela. V bistvu nekje tam je dobil, ne, kot bi na avstrijski avtocesti vozil okrog 250 na uro. Tako, in to je realnost, ne, to je realnost, ki jo dobivajo, to so signali, ki jih dobivajo kriminalci v Sloveniji od te vlade že 3 leta. Evo, in če zdaj pogledava ta proces, ki je pred nami. Danes torej na odboru Šutarjev zakon. 33 členov zdaj vemo, da ima, ne. Mislim, da je poslanec Gibanja Svoboda, žal bi sam od sebe v studiu priznal, da se tudi njemu zdi 5 do 6 členov, se pravi v bistvu petina zakona potencialno ustavno sporna. Jaz bom naštel vse svojih že v preteklih epizodah, ampak še enkrat, da res vemo, o čem se pogovarjamo. Ne? Recimo vstop v stanovanje brez odredbe, varnostno tvegana območja, kako jih bojo določali, možnost diskriminacije, uporaba nezakonito pridobljenih dokazov na sodišču. To naj bi zdaj po zadnjih informacijah z amandmajem Svobode črtali iz zakona, se pravi tega naj v končni verziji ne bi bilo. Odvzem pravice do razpolaganja z otroškimi dodatki pri mladoletnih materah. Recimo najbolj tisti očitni, ki štrlijo ven, ne? In zdaj skupina strokovnjakov, sem bral na čelu z strokovnjakov za kazensko pravo, na čelu z Blažom Kovačičem Mlinarjem, pošilja pismo vsem poslanskim skupinam skupaj z njihovim posebnim pravnim mnenjem o morebitni neustavnosti tega Šutarjevega zakona. Kovačič Mlinar je na X-u pripisal samo, da ne bo potem, ne, ko bo zakon recimo začasno zadržan na ustavnem sodišču in se ne bo dal nič ukrepati na jugovzhodu, ne, da ne bo potem kdo rekel, da nismo vedeli vnaprej. No, kaj v tem pismu recimo pišejo, ne, ti pravniki, in tukaj recimo gre tudi za ugledne pravnike, kot je recimo tudi Anže Erbežnik in tako dalje. Zakonodajno-pravna služba opozarja, da gre za zahtevna ustavno-pravna vprašanja in da niso imeli dovolj časa, da bi zadevo preučili. Mimogrede 3 dni so imeli na razpolago za to, da celoten zakon in vse ustavno-pravne posledice, ki jih ta zakon prinaša z vplivanjem na, mislim, da 7 do 15 zakonov ima. Manjka analiza obstoječe ureditve in ocena učinkov predlaganih ukrepov. Še več, celo zakonodajalec včasih v obrazložitev členov samo zgolj še enkrat prepiše člen, kar je spet v nasprotju s poslovnikom Državnega zbora. Zakonodajno-pravna služba dvomi, da so ukrepi vsebinsko povezani in v povezavi s ciljem, ki ga ima zakon, torej zagotavljanje javne varnosti. Zakonodajalec ni izkazal legitimnega cilja, ne upošteva načela sorazmernosti, zakon je sporen z vidika pravne države, zmanjšuje pravno varnost in da kršenje človekovih pravic ne sme biti sredstvo za učinkovito kazensko represijo, pa je to šele začetek. Ob vseh teh pomislekih, ki jih naštel, je strahljivo, da mislim, da je nova poslanka SD Mojca Šetinc Pašek ta teden v enem drugem studiu razkrila, da še iz torka na sredo, ta teden, niso imeli končne verzije zakona. In zdaj, ne, to sva brala nekaj minut preden sva začela snemati ta podcast, Gibanje Svoboda, to so tudi edini amandmaji, ki naj bi bili vloženi, vlaga 30 amandmajev na Šutarjev zakon. Ki ima 33 členov. Ki ima 33 členov, tako da dejansko jaz ne vem, kaj bo na koncu iz tega ven prišlo, ne? Mislim, zdaj, predvsem, no, vem pa eno stvar, da bo ven prišel zakon, ki bo takoj, ko bo potrjen, in to naj bi bil pa v ponedeljek na plenarni seji Državnega zbora, romal na ustavno sodišče, ne? In tam se začnejo šele težave, zaradi tega, ker ustavno sodišče lahko zadevo
začasno zadrži delno ali v celoti, recimo v teh 5-6 členih ali pa v celoti ta Šutarjev zakon do končne odločitve. Ne? In pazi, do končne odločitve Ustavnega sodišča, ki pravi, da so alkotesti neustavni, kaj šele vstopanje brez odredbe in recimo tako naprej. Ne? Ja, in ki še vedno odloča tudi o zakonu o RTV Slovenija, čeprav od njem odloča izrazito prednostno že 2 leti. Ne? Ampak, skratka, če se vrnem nazaj, ne? Te isti pravniki opozarjajo, da večino tega, kar so zapisali v te zakone, tistih manj spornih ali pa nespornih členov, se že da po trenutni uredbi narediti. Torej, kot prvo, kaj bi jaz pričakoval od odgovorne vlade, da pogleda, kakšna je zdaj zakonodaja in izda, bom rekel, smernice policiji, smernice tožilstvu in tako dalje, naj končno že ravnajo v skladu z pristojnostmi, ki jim aktualna zakonodaja že dopušča. Potem pa ne se pogleda, katere stvari pa so, ker verjamem, da pa nekaj stvari pa je takih v aktualni zakonodaji, ki recimo dejansko po nepotrebnem blokirajo policijo pri svojem delu, naj v pogovoru, v sodelovanju s pravno stroko, s strokovnjaki, z ustavnim sodiščem zaradi mene, z ustavnimi strokovnjaki, potem spišejo pač nov zakon, ki ga ne imenujejo po Šutarju, ne, ampak pač normalno ne spišejo nek nov zakon, kjer potem tiste stvari uredijo. Ampak ta vlada že samo zakonodajnega postopka peljati po normalnem procesu ni zmožna. Mi imamo več zakonov sprejetih po nujnem postopku, kot po normalnem postopku. Glej, se že odločanje na sejah vlade, preden gre zadeva sploh v parlament. Ne? SD žegna vse po vrsti, ker so v tem mandatu dobili od Svobode že toliko plasiranih afer, da pač še ene pred volitvami ne rabijo. Na drugi strani imaš Mesca in Maljevca, ki takole gledata, ja, se ni nič zgodil, ne, sej, kaj, aha. Sva na seji, vzdržana, dober, je šlo mem prav. Ne? Zdaj bomo pa pred kamerami dvakrat rekli, da smo proti. Ne, pred kamerami potem reče, da se še ni končna verzija. No, in pazi, in potem za vrh tega spektakla, ne, to je pa tista meni v bistvu prav simpatična že koreografija, ne, se potem postavijo ta levo-sredinska civilna družbena gibanja pred parlament in kvazi ogorčeno protestirajo proti uvajanju fašizacije, zdaj tokrat strani vlade, ki so jo sami v bistvu odločilno podprli in jo postavili na oblast takrat s kolesi, ne? In imaš noter bivšega varuha Matjaža Hanžka, ki je bil aktiven član Levice, imaš noter Sonjo Lokar, dolgoletno povezano stranko SD, pa imaš potem članico SD, ne? Ja. In potem imaš Jenula, ki je v bistvu bil glavna figura rušenja prejšnje Janševe vlade in vzpostavitve te nove, ne? In zdaj kako naj to človek razume? Kaj oni v bistvu počnejo, medtem ko se tale aktualna vlada gre glasovanja na vladi in v parlamentu? Po mojem je ta protest v resnici dokaz, ne? Kar vidiš recimo v Levici zelo dobro, ker se jim je Miha Kordiš odtrgal sred mandata, ne? Da imaš vlado notranje razklano, jaz bi mu rekel tehnokratsko-pragmatični del, kjer sta tudi Luka Mesec in Simo Maljevac, še kako, ne? Z vsemi stroški za reprezentanco in bonitetami in varnostniki, in na ta progresivno-aktivistični del. Ne? In tukaj vidim prav tisto, kar bo na koncu, po mojem, Miha Kordiš, kolikor pač bo vzel Levici, in tudi deloma tisto, kar bo prerod z Vladimirjem Prebiličem jemal tako Levici kot socialnim demokratom. In tukaj je odgovor, zakaj je bil Prebilič tako prekleto tiho, ko se je Golob šopiral za Superman zakonom. Pač, no, to ja. Morda bo o tem še mečkaj kasneje, mogoče samo še to, ne, te isti ljudje so protestirali, kolesarili, ne samo tisti, ki zdaj so zunaj se benigno postavili z nekimi citati znanih mislecev svetovnih, češ da so proti Šutarjevemu zakonu, ampak tudi tisti, ki sedijo v parlamentu, so veselo kolesarili, ko Janša ni spreminjal nobene zakonodaje. Tukaj pa zdaj govorimo o dejanskem napovedovanju represije, uvajanju nadzora Sove strani, se pravi, beleženju kriptiranih aplikacij, pri čemer vlada kao na Danskem nasprotuje in tako dalje. Se pravi, Golob spreminja neko rezervo na zakonodajo na rezervo, brez kakršnih koli zavor in ravnovesi, v 3 dneh, 3 dni da zakonodajno-pravni službi, v zadnji noči spišejo zakonodajo na vladi, potrdijo. Tukaj absolutno nobenega premisleka, nobenega, bom rekel, nekega treznega razmišljanja. Jaz se strinjam, situacija v jugovzhodni Sloveniji je kritična, ampak ni pa tako kritična,
da zdaj kar vse povprek brez nekega razmisleka gremo spreminjati Zakaj se ustavno smejim? zakonodajo. Spomnil sem se tega luškanega spora zadnjih 5 dni, žalbi pa Jenull. Ne? Zdaj je višek vsega v tej državi, da je Jenull upodobil žalbija v nacistični uniformi. Ne? Čeprav sta tudi, ko sta potem projekt kontra izjave dejala, mislim, da predvsem za Pop TV, delovala tako kot tista zakonca, ki se pro forma na smrt spričkata pred spanjem, pa pol lupčka, pa pokrit z odejco, pa vse v najlepšem redu. Ne? Ja, no, ko smo že glih pri uniformah, tisti, tudi nacisti so pobirali orožje, če smo že glih pri tem, ampak ena stvar, ki Golob potem nadaljuje. Ne? Zdaj, češ, evo, zdaj, do zdaj ni bilo nič mogoče, zdaj z nami bomo pa all in in zdaj zato, da pokažemo ta mačo efekt, smo pa najavili, oziroma je vlada najavila, da v strahu tisti pred to novo represijo, pa naj ljudje vendarle še oddajo orožje brez kazni, če to želijo. Ne? Želimo vsem tistim, ki imajo poštene namene, dati priložnost, da se tega orožja znebijo. Kajti po preteku tega obdobja bomo pa pričakovali od policije, da takrat, ko se pojavi zaznava nedovoljene uporabe orožja, deluje učinkovito in predvsem hitro. Jaz sem danes prenesel v Ljubljano en kos orožja. Dajte stran stopiti, malo se mirte. Kalašnika, ki pa je seveda replika. Imate že kaj drugega predvsem, kar je govorilo v okolico? Imam tisto, kar je lahko za samo obrambo. Pa glede na to, da se dejansko sedaj sprejema neka bolj represivna zakonodaja, ker se policiji daje nova pooblastila za iskanje in zaseg orožja, je takšen poziv popolnoma na mestu in ga tudi pozdravljam. Ja, zdaj jaz bi tako rekel, v anketah sicer še bova v nadaljevanju, ampak Golob je preprosto ugotovil, da mu v teh novo nastalih okoliščinah po novomeški tragediji točke vsaj na kratek rok nosita videz odločnosti brez kompromisnosti. In po napovedi radikalnih ukrepov tisti torek po tragediji sredi razjarjene množice v Novem mestu se zdaj samo še enkrat s tem pozivom, ker predajte orožje, ker sicer bo tako hudo, še enkrat postavil to mačo pozicijo oziroma Superman pozo, bi jaz rekel. Plus, da je še prefrigano, gledam tukaj strateškega, političnega, to mu je nekdo mogel svetovati, ta poziv ima vendarle tudi te elemente ideološke polarizacije, v katero bomo drveli marca proti, če dalje bolj, proti volitvam, ker pri nas, se vemo, se SDS občasno sem in tja spogleduje v kakšnem stališču s to pravico do nošenja orožja po vzoru ZDA, in tukaj je zdaj spet ta priložnost, da Golob pokaže, kako zelo drugačen je od svojih največjih nasprotnikov in je to probal ubesediti. Zdaj, glede gospoda Žaberla, recimo, da se da na papirju, če gledaš sosledje korakov in ukrepov, reči, rekli ste, da bo prisotnost orožja ob neki varnostni situaciji kriterij za nepooblaščen vstop v stanovanje, in prav vsebinsko logično sledi, dajte nam orožje, če ga imate, pa vas pustimo pri miru, ampak sprašujem se pa, kaj bo s tem pozivom doseženo. Jaz mislim, da tiste, ki načeloma res imajo nezakonito orožje iz nekih brezveznih razlogov, ker se mi je morda to kdaj v preteklosti zdel preprosto fajn, bi ga morda zdaj prinesli nazaj, pa jih bo zmotili, da jih bojo poimensko popisali, se pravi, tam nekje v registru bo ostalo njihovo ime, čeprav jim obljubljajo amnestijo. Druge, ta druga skupina kriminalcev, ki ima na tone tega orožja, pa seveda se temu ne bo odzvala. Mislim, če hočeš, moja napoved je, da bodo namignili parim romskim naseljem. Ne pro forma grejo. Ne, kakšno staro šaro odložijo, zato da bodo lahko na koncu januarja, 31. januarja, ko naj bi se izteklo, da bodo lahko potem ponosno Golob najavil, zbrali smo 300, 400, 200, ne vem koliko kosov. V bistvu bo Golob za policijo vreten tak second hand shop, za to odpadno orožje. Ja, tako, staro železo, zdaj ga ne bodo pelali na maso, na surovino, ampak ga bojo pelali na policijo. Ampak sicer pa se sprašujem, ko Golob pravi, kdor ima poštene namene. Ja,
tisti ima že legalno orožje ali pa ga nima. No, predvsem Večinoma, tak, ima poštene namene, ni v noči iz petka na soboto ubil tega Aleša Šutarja. Ne? Ja, in tudi ne streljal v zrak dan oziroma na dan protesta. Niti scal posveča. V teoriji bom sicer rekel, pač sej taka amnestija je lahko vsake toliko koristna, tudi druge države poznajo, ni zdaj spet nekaj tako zelo spornega. Je pa, se mi zdi, res prav neka ta spet izključno in samo pro forma akcija za to, da zgleda. Tako kot je za to, da zgleda, istočasno, če že govorimo o orožju, ravno ta teden vlada hkrati sprejela odločitev, da Patriji pa v tem mandatu ne bomo kupovali uradno, zato, ker je kao vozila treba še nadgraditi. Neuradno pa zato, ker Levici ne gre prav dobro na ker medijani. Ker pred volitvami ne bi bilo ugodno, zdaj, da ta vlada kupuje orožje. Tle je sama neka proforma situacija za to, da lahko pač gledamo rezultate, kakšni so v anketah. Proforma se najbolj pozna na anketah, takih kot jih imamo, in te ankete so namerile, da ima Gibanje Svoboda po novem, v bistvu po novomeški tragediji, celo 2 odstotni točki višjo podporo kot prej, vlada pa tudi mislim, da drugo zaporedno najvišjo v zadnjih 2 letih. Ja, pri čemer, pazi, če gledamo zdaj, dvignili so se za 10 točke in pol. To zdaj to je na lestvici od 1 do 5, še vedno sam 2,5. Tako da to je, mislim, to je zelo porazen rezultat konec koncev, kar je fascinantno, pa se sprašujem. Zdaj, je pa ravno ta, bom rekel, Gibanje Svoboda, ki je skočilo iz 14 na 16,4. Gibanje Svoboda, kaj so oni naredili? To, kar so naredili poleti 2022, ko so bile volitve. Ustvarili so na kratek rok ogromna pričakovanja, kaj zdaj bo po tem Šutarjevem zakonu, kako bo to red in idila in mir v tej državi. Povzročili so umeten skok na medijani, ki lahko in po moji tezi bo rezultiral v globjem padcu, ko se bo malo bolj izkristalizirala slika glede uresničljivosti Šutarjevega zakona. Pravim tudi že zdaj, da bo to ostala pomembna predvolilna tema. Zakaj? Zato, ker napovedujem temu zakonu dolgo in mukotrpno odmiranje, pa zelo malo akcije na terenu. Če sem slikovit, Šutarjev zakon, ki je zdaj malo dopaminsko dvignil Svobodo, na steroidih za te 2 odstotne točke, ko doping popusti, se bo zgodil klasični crash, kot ga opisuje medicina v športu. Ko poživilo popusti, na kratek rok padec energije, na srednji rok propadanje imunskega sistema, na dolgi rok še psihična apatija zraven. Mislim, da zdaj gledamo res samo poživilo, ki bo hitro izgubilo efekt. Vprašanje je samo, koliko časa to poživilo lahko drži, oziroma koliko tega učinka bo še v času volitev. In v tem smislu mislim, da bi bilo pomenljivo pogledati komentarje politikov na ravno to isto anketo. Gibanje Svoboda se je sicer največji opozicijski stranki nekoliko približala. Podpora je Golobovim namreč narasla na 16%. Jaz mislim, da je ta zakon oziroma to dogajanje zadnjih tednov lahko in mora biti prelomna točka za levo sredino, da ne začnemo spet nagovarjati, bom temu rekel, ljudi izven mehurčka, ozkih krogov Ljubljane, lahko temu tudi tako rečemo. V zadnjih 30 let leva sredina ni ustrezno in dobro nagovarjala tematike varnosti. Se premikajo stvari naprej na področju dolgotrajne oskrbe, tudi kar se tiče stanovanj in tako dalje, tako da mogoče to bolj odzven tega, kot pa teh ukrepov. Ja, zdaj to, zaradi česar je lahko Lenart Žavbi strašno pameten, zdaj igra velikega stratega, preokvirjanje tematike varnosti, ki je zdaj kar naenkrat par excellence tema levega pola slovenske politike, je pa res ena stvar, ki jim je uspela. Namreč SDS so uspeli potisniti v tednu 2 po napovedi zakona v reaktivno pozo, ker, kot sem opazoval, pač Janeza Janšo, Aleša Hojsa in druge, ki so hodili na soočenj, največ, kar so nekako verbalno zartikulirali v 2 tednih, je, sej to so naši ukrepi iz nabora županskih predlogov, sej smo vam rekli, da bo in zdaj je. Ampak razumem sicer, da je bilo težko pogruntati kaj drugega, po drugi strani pa javnost v teh situacijah, smo videli, pač dopaminsko nagradi odločnost, ne stimulira pa tega tarnanja. In to tarnanje je zaščitni znak SDS-a in Janeza Janše predolgo v resnici. Prej grem nazaj na SDS, ne bi se navezal na Žavbija.
da smo dobro poslušali, kaj nam je Žavbi povedal. Ne? Čas je, da gremo iz mehurčka Ljubljane in nagovorimo še ostale. Se pravi, ne, zdaj so vladali v bistvu svojemu mehurčku, zdaj pred volitvami grejo pa nategant narod, po domač rečen, da jih voli še kdo drug, ker so zgolj z ljubljanskim mehurčkom. To vaja je že bila 2022. Enostavno ne morejo. Ne? To je celo sam priznal. Ne? Zdaj, če pa pogledam še to, ne? Se pravi, bom rekel, kaj mi kažejo ravno te stolpci in hkrati odzivi. Ne? Bi rekel, da je SDS nekoliko zamudila oziroma preveč medlo, nekako zgrešila je v tem šuterjevem zakonu, ravno s tem jamranjem, ki si ga omenil. Ne, še več, jaz predlagam, da si pogledaš še en klip, kjer je celo Janez Janša se potem hvalisal z dosežki ene druge stranke, ki jih je sam blokiral. Ne. Torej, oni se mi zdi, da so to zamudili, medtem ko je Svoboda na drugi strani zlorabila vse skupaj. Totalno zlorabila, zato da si je dvignila tista 2,5 %, ne, oziroma 2 odstotni točki in pol, ne, totalno zlorabili. Sploh ne znam reči druge besede kot to. Ne. Stranka, ki je zelo dobro nekako unovčila dogajanje, je bila Nova Slovenija. Nova Slovenija zakaj? Nekako bistveno bolj spretno kot SDS so znali predstaviti, ne, da so oni tisti, ki so pravzaprav te ukrepe že 3 leta predlagali. Oni so se dejansko šli debato okrog teh ukrepov od začetka mandata s to aktualno vlado, ne, in zato, ko so zdaj po tragediji kritizirali oblast, so bili v tej kritiki dojeti strani javnosti kot kredibilni, ne. Bom še kakšen razlog za NSI, recimo tudi ta, da je Vrtovec, ne, kot predsednik, za razliko prej od Tonina, ne odgovarja na hipotetična vprašanja, zelo malo ima želje prepojasnjevanja ali pa skoraj opravičevanja za neka svoja stališča, brez moraliziranja je, brez neke defenzive medijske in deluje preprosto zanesljivo. Ne. In ofenzivno, in zdi se mi, da stranka pod njim, ne, se to je tudi zelo... kako bi temu rekel, zlorabljen izraz v slovenski politiki, ampak stranka pod njim razvija teflon, ki ga prej ni imela. No, ja, in dodatno še jim je zelo prav prišla predvsej izpostavljena poslanka Vida Čadonič Špelič, ki je ravno iz Novega mesta, ampak prej gremo naprej, bi res predlagal, da pogledava še to izjavo od Janeza Janše. No. Zdaj, če mene vprašate, ali bi se dalo več narediti tudi recimo v času prejšnje vlade, čeprav je COVID, ja, dalo bi se več narediti. Vprašanje pa je, če smo to lahko naredili. Ne? Kot že rečeno, pripravljeni so bili ukrepi, zakoni so bili dani v sprejem, ampak so bili blokirani strani takratne opozicije, ker smo bili pač manjšinska vlada večino tega mandata. Tudi vi imate v svojih arhivih polno izjav iz tistega časa, kako so temu nasprotovali, pa niste doslej še nobene objavili. Zdaj, a bi se dal več narediti, ne? Ja, po eni strani lahko rečemo, dal bi se več narediti, ampak drži, bili so manjšinska vlada, niso imeli toliko možnosti stvari narediti kot zdajšnja vlada, ki ima udobno večino, celo lahko brez težav povozi veta državnega sveta in tako dalje. Ampak, ne, tukaj je pa se mi zdi prav sprevrženo dejstvo, ne, da se Janez Janša kiti z zakoni, s paketom zakonov, ki jih je pripravilo takrat Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom NSI-ovega Janeza Ciglerja Kralja, in jih je Janša osebno blokiral skoraj pol leta, oziroma celo več kot pol leta, da niso šli na vlado. Torej, v začetku oktobra, nekje 30. septembra, 1. 2. oktobra, je bil ta paket zakonov pripravljen. Ne? Potem pa je trajalo mesece, meseci so se vlekli do februarja, ko Janez Janša postavlja neke pogoje, vse te pogoje potem ministrstvo izpolni, kljub vsemu vlada tega ne obravnava, zato tega vlada ne more sprejeti, vlada tega ne da v parlament in čisto v zadnjih izdihljajih pred volitvami Nova Slovenija sama vloži te zakone v parlament, potem Levica zahteva posvetovalni referendum zoper te zakone in volitve gredo mimo. Ne? Torej, razlog, ne, ki domnevni, Janez Janša tega sicer ne priznava, ampak domnevni razlog, ki ga pač naši viri na ministrstvu ocenjujejo, je pa to, da Nova Slovenija ni podprla ministra Vizjaka na interpelaciji, ki je ravno tako potekala, bila vložena oktobra
2021. Ja, torej istočasno kot jaz bi pa obratno zakon, rekel, če je že kaj napaka Nove Slovenije v prejšnjem mandatu, da pri tej interpelaciji niso glasovali za odhod ministra Vizjaka. Ampak Janševa zamera do Nove Slovenije je razlog, zakaj ta zakon ni bil sprejet v parlamentu. No, to se mi zdi pomembno, no, da razumemo, kako, bom rekel, tukaj, in to ni bil zdrs Janeza Janše, ne, ker je isto stvar povedal še v ponedeljek Aleš Hojs, medtem ko na začetku, v prvih dneh po napadu v Novo mesto je pa recimo Zvonko Černač celo priznal Novi Sloveniji, da gre za njihove zakone. Zdaj, če pogledava še nazaj enkrat na anketo na še druge stranke, moja teza, padec meseca individualno je bil od Luke Mesca, strankarsko pa od SD-ja. Moja teza je, da je padec SD povezan z prerodom, ki sicer nima bohve kašnega odstotka, ampak je tukaj tik pod 4% oziroma verjetno dobrih 5 med opredeljenimi. In zanimiva stvar, ki se kaže, je potem Levica, ki je dejansko že čisto na pragu političnega obstoja. Prerod naj bi prišel kot alternativa oziroma substitut za razočaranje nad Gibanjem Svoboda. Vedno bolj pa se mi zdi, bomo videli sicer prihodne mesece, da je v resnici substitut za nekoga v trikotniku, se pravi SD in Levice. In moja teza je, da med tremi strankami, Prerod, SD, Levica, nekdo ne bo prestopil parlamentarnega praga, tokrat tvegam, dobre 4 mesece pred volitvami to oceno. Če bi že moral izbrati to stranko, ki kaže, da tega ne bo naredila, je to Levica iz 2 razlogov. Eno je, pa naj zganjajo še tak proforma spektakel, kot mu ti praviš, izdaja programa v celoti, ni večjih izdatkov v zgodovini za obrambo kot v vladi, v kateri je Levica, ni bolj represivne zakonodaje, kot je Šutarjev zakon na mizi, ko je v vladi Levica, in zadnji razlog, je ta, da je Luka Mesec bil zdaj kot sokoordinator pripeljan ravno z namenom, da jim nekako na silo vendarle uspe v parlament, a glej ga zlomka, Luka Mesec individualno najbolj pade po Šutarjevem zakonu. Ja, in isto bi rekel glede padca Levice, tukaj ne bi imel kaj dodati pri SD-ju, bi rekel res popolna kapitulacija stranke v vladi, pravzaprav so zgolj še nek privesek, ki pohlevno glasuje in praktično nima nikakršne svoje več agende, oziroma je njihova volja pač povsem povožena. Glede 2 strank, ki sta pa tudi gužvata, torej še Prerod in Demokrati, se mi zdi, da so pa Demokrati precej medlo in dokaj zamudili recimo reakcije na dogajanje v zadnjem tednu, Prerod pa katastrofalno celo bi rekel, da zamudil. Vladimir Prebilič je bil unikatno pozicioniran kot župan nekdanji, ki je pisal župansko zakonodajo z področja romske problematike, kot obramboslovec, kot človek, ki živi v Kočevju, kjer je romska problematika domača, ki mu je romska problematika znana, ki se je z romsko problematiko v preteklosti že ukvarjal in enostavno povsem mrknil, namesto da bi on bil tisti, ki bi Robertu Golobu nastavil ogledalo in mu lahko povedal hkrati, da je njegova vlada bila povsem nesposobna obvladati karkoli oziroma delala predvsem škodo na področju romske problematike in hkrati potem tudi recimo pokazati morda neko bolj človeško držo, ko je pa Robert Golob začel pretiravati z represijo v Šutarjevem zakonu. In čeprav je po Novem mestu že večino zapravu, je imel v zadnjem tednu z napadom v Kočevju še drugo priložnost, da mogoče zdaj medijsko zaostri kritiko, ko je Šutarjev zakon že v postopku in ga tudi tokrat ni bilo, kot bivšega kočevskega župana. Tako da se res čudim, recimo, kje je Vladimir Prebilič, ob vseh anketah, mi je pa zanimiva še ena stvar, da nekje v začetku oktobra smo še lahko spremljali ankete, ki so kazale zelo v korist zagovornikov zakona o evtanaziji oziroma o asistiranju smrtitvi. Zdaj pa že kar nekaj časa nismo videli nobene ankete in se sprašujem, kako to, da agencije tega ne merijo, oziroma sem skoraj prepričan, da merijo, pa tega enostavno ne pokažejo. To se mi zdi recimo precej taka zanimiva stvar, morda navezava ravno na te ankete. Zdaj se bova spet vrnila k Janezu Janši. Bil je pretekli konec tedna v studiu Pop TV in med drugim govoril tudi na temo tega referenduma. Mene recimo presenetilo,
morda celo pozitivno sicer, da se je lotil stvari na precej tehnokratski način, ne, ponavadi gremo, ali pa smo vajeni od SDS-a teh kulturno-bojnih impulzov, ne. Tokrat je bila stvar zelo formalistična, v smislu eno skupino zavezujejo take norme, na drugi strani nas vse skupaj pravne norme. Predlagam, da pogledamo to izjavo kot neko osnovo za to, kako bi v bistvu tudi v naslednjem tednu, pravzaprav, ki je še pred nami, znala največja opozicijska stranka določiti nek tempo tej kampanji proti zakonu. Ne? Zdravnike veže Hipokratova prisega. Oni ne smejo delati tega, tudi ne smejo zagotoviti nekoga drugega, ki bo nekomu končal življenje, ker je to v nasprotju s to prisego. Kristjane veže 5. božja zapoved, ne ubijaj. A ne? Vse skupaj, ki živimo v tej državi, ali pa smo državljani te države, pa veže 17. člen Ustave, ki pravi, človekovo življenje je nedotakljivo. Jaz se lahko tudi strinjam s tem, ne, kar piše v zakonu, ampak če spoštujem Ustavo, če so zdaj pri spoštovanju, potem za tak zakon ne morem glasovati, niti tak zakon ne bi smel priti v proceduro. Bo ta referendum morda pokazal tudi neka razmerja moči na političnem parketu? Zdaj, ta referendum bo pokazal, kolikšen del slovenskega volilnega telesa resno jemlje slovenski ustavni red in kolikšen del volilnega telesa se požvižga na ustavo. Zdaj, odgovor na to podvprašanje se mi zdi ključen, ker razlaga, zakaj se je Janša te kampanje lotil v narekovajih recimo sterilno. Po mojem, ker je že, ne, če se spomniš, že v zaključku zbiranja podpisov potrebnih za referendum, se je SDS, dokler je le šlo, do zadnjega držala ob strani, pa potem pomagala čisto v finišu, ne. Zdi se mi, da je Janša ocenil in moram reči, da je verjetno pravilno ocenil, to je tudi moja teza, da ta tema do marca 2026 nobeni stranki, niti Gibanju Svoboda, niti Levici, pa tudi SDS-u ne bo nosila tistih odločilnih političnih točk. Ne? Po drugi strani, ne, ker si prej omenil rezultate anket, moja teza, mogoče provokativno vržena na mizo dober teden pred referendumom, je levo, liberalno, ne, tudi to progresivno volilno telo, ki ga tam upodabljajo, recimo Hanžek, Sonja Lokar in tako naprej, ne, je ta hip zelo razdraženo zaradi vladne represije, ne, zaradi tega Šutarjevega zakona, recimo, da se jim ukrepi ob novomeški tragediji zdijo preveč SDS-ovski, v narekovajih, ne, in mislim, da bojo tokrat celo v teh novo nastalih pogojih imeli kakšen motiv več, da obiščejo ta referendum, kot bi ga imeli sicer. Ne? No, jaz sicer tukaj mislim, da ta referendum lahko precej umaknemo iz rednega političnega dogajanja, ker mislim, da nima toliko veze s tem, ne, kar nakazuje tudi, ja, bom rekel, precej slaba angažiranost strank v kampanji, vsaj praktično do njenega zaključka. Še posebej SDS recimo ni prišla ven z nobenimi plakati recimo proti evtanaziji in tako dalje, kot bi recimo pričakoval, celo menda bilo dogovorjeno. In se mi zdi, da tukaj so pravzaprav te politične kalkulacije, kot si omenil. Nikomur zares politično ta stvar ne paše. Ne? Že referendum sam je sprožila civilna družba, ne? Ki pač ne gre za to, a bojo zdaj pobrali neko politično točko levi ali desni, ampak jim gre v smislu, pa predvsem zdravnike, pa recimo Aleša Primca, pa katoliško cerkev, oziroma verske skupnosti nasplošno, ne, sej ta teden so verske skupnosti vse, ne, skupaj dale izjavo, da izrazito nasprotujejo asistiranemu samomoru, ne. Torej tukaj gre pravzaprav za neko gibanje od spodaj, ne, ki pač se bori za to, da v Sloveniji ne pride do te drastične spremembe. In tukaj vidim jaz to, bom rekel, odsotnost tega političnega establishmenta, ki bi se zelo divje angažiral tudi, konec koncev tudi na drugi strani. Mislim, da v Socialnih demokratih samo Luka Goršek dela neke videe v podporo tega, ne, sicer se pa oglašajo v glavnem bolj neki razni pripci in kebri in podobni, a ne, se pravi neki kadri izven pravzaprav neposredno vladne koalicije. No, pa predlagam mogoče, preden gremo naprej, da si pogledamo še par izjav, ki so jih podali pa zdravniki, ne. Pa ukvarjam še z bioetiko, ki sem študirala v Belgiji, ki je ena od držav z najdaljšo tradicijo evtanazije.
Trenuten zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se mi zdi sporen iz več razlogov. Eden glavnih se mi zdi ta, da se mi zdi neetično oziroma celo nazadnjaško, da bolnikom v neki razviti družbi ne moramo zagotoviti ustrezne osnovne oskrbe, kot je recimo negovalna oskrba v domovih za starejše ali pa na domu, ponudili pa bi jim pomoč pri samomoru. Družinski zdravniki tako večkrat slišimo od bolnikov, ki imajo neke napredovale bolezni, da si želijo samo to, da ne bi breme svojim domačim. In če država ne zmore ponuditi neke zadostne podpore svojcem pri oskrbi, potem lahko bolniki čutijo celo dolžnost, da se umaknejo. In v tem primeru pač ne moramo govoriti o neki svobodni, avtonomni odločitvi bolnikov. Drugo spoznanje, ki ga tudi nimamo v javnosti, je to, da so se v državah, ki imajo danes že 20-letno tradicijo, res držali nekaj časa strogih predpisov, potem ko so začeli uvajati zakon. Potem pa so se z leti začele dodajati anomalije, amandmaji, ki so populacijo, pri kateri je dopustno izvesti evtanazijo, razširili tudi na druge skupine, med njimi tudi otroci. Svojih izkušenj, ko se maksimalno posvetimo bolniku in mu zagotovimo to, kar potrebuje, te potrebe oseba nima. Nikakor si ne predstavljam, da bi lahko medicinska sestra ali jaz sodelovala pri takšnem hitrem in instant zaključku življenja. Razen morda Španije, ki v neki manjši meri to tudi na tak način ureja, nobena država, ki ima bodisi pomoč pri samomoru, evtanazijo ali oboje, ne zapoveduje sodelovanje kogarkoli pri teh aktivnostih, celo izrecno zapišejo, naprimer kot Kanada, Belgija, da nihče ni dolžan sodelovati pri teh postopkih. Tega ne more od nas zahtevati. Nisem študiral medicine, zato in tega ne bom počel. Če bodo tu sprejeli, bom dal govor vesti. Pa tudi, če tega ne bom izvajal. Tudi ne bom iskal ljudi, ki bi to delali. Tu ni moje poslanstvo in tega ne bom delal. Tisti, ki to silijo naprej, se zaveda, kakšna psihična obremenitev je to za medicinske sestre na oddelkih. Ob vsem delu, ki ga imajo, ob odhajanju iz zahtevnih težkih oddelkov, jih bomo zdaj obremenjevali še z evtanazijo in pobijanjem ljudi. Tega zato ne podpiram. Ja, ta zadnja kritika Erika Breclja se mi zdi kritika z največjo relativno težo. Zakaj? Preprosto zato, ker gre sicer za enega prvih obrazov te vladne koalicije in njihove zdravstvene reforme v tem mandatu. Sicer pa mogoče en moj osebni disclaimer. Jaz sem se odločil, da čez dober teden dni na ta referendum ne grem. En razlog že vsi najni gledalci poznajo, ker sem večkrat povedal, kot novinar, kot analitik, ki potem podrobno stranko po stranko komentira, se mi zdi nehigienično, da potem glasujem, pač moje načelno stališče. Toliko bolj železno pa to linijo držim takrat, ko me sirene vabijo k glasovanju o zelo intimnih človeških vprašanjih. Bom pa naštel par pomislekov, s katerimi pa sem se vendarle konceptualno ukvarjal in na nje nimam pozitivnega odgovora. Skratka, če je prej odhod v dom starejših veljal kot neka meja, s katero sorodstvo pritisne na ostarelo osebo, tudi v smislu polastitve njihovega premoženja, ki ostane za njimi, in so na nek način marsikje v družinskih okoljih dajali starejšim osebam občutek, breme si nam, ne moremo te negovati, nihče nima časa zate, pojdi v dom, bo ponoven ta meja premaknjena neskončno višje. Se pravi, ne pojdi v dom, ampak pojdi po tisti odmerek in umri. Mislim, da se s časoma to neminovno zgodi v vsaki družbi, ki pač sprejme neko podobno zakonodajo. Tudi, kot smo slišali, če je na začetku varovalk 1001. Drugi moj pomislek je pa točno ta, ki ga je Brecelj omenil na koncu, trenutno stanje slovenskega zdravstva. Uvajanje novih storitev sliši se cinično, sploh, če nosijo s seboj takšne težke moralno-etične dileme, kot je ta, se mi zdi v tem hipu obrasutem, ponižanem, ne vem, kaj bi še rekel v slovenskem zdravstvu, skoraj nemogoče. In to je moj prispevek k razmisleku okrog tega referenduma. Jaz imam tukaj bistveno drugačno stališče od tebe. Jaz sem od svojega 18. leta glasoval v vseh referendumih in na vseh volitvah,
ki so bile na razpolago. Zdaj boš rekel, da sem težek radikalc, ampak meni se glasovanje novinarja o političnih stvareh zdi skoraj podobno kot spanje Goloba pri Subotiću medtem, ko biznisirate. Jaz pa smatram, da kot državljan imam dolžnost in pravico, da sodelujem na volitvah. Jaz te ne bom držal nazaj. Ne samo dolžnost, mislim, ne samo pravico, tudi dolžnost, no. Tudi dolžnost, da sodelujem na volitvah. In da pač v tem smislu pač še vedno komentiram, no sej, jasno je, mislim, ne glede na to, glasujem ali ne, imam neko mnenje. Ne? Tako da mislim, da v tem kontekstu niti ga ne rabim skrivati, niti to, a glasujem na koncu ali ne glasujem, mojega mnenja ne spreminja. Tako da se mi zdi ključno, pravzaprav, in tudi se mi zdi z vidika državljana ključno, da vsak pač glasuje tako, kot sam pač ocenjuje, da je prav. Bi pa izpostavil jaz par stvari še, ne? In sicer prvo, kar mi je bilo zelo zanimivo, ne, kaj je izpostavila zdravnica Meta Kranjc. Zdaj, preplavljena so družbena omrežja, praktično vsi zdravniki v Sloveniji opozarjajo, ne samo Brecelj, ne samo ti 4, ki so jih pač izbrala v klipih, ne, množično izpostavljajo, kako nazadnjaški je pravzaprav ta zakon. Ne. Konec koncev mi se s tem zakonom vračamo v čas pred Hipokratom, mislim, da je okoli 500 pred Kristusom je bil Hipokrat. Ne, Hipokrat je postavil standard, ki je bil potem do nacistov civilizacijski standard, da se eutanazije ne dela. Ne. Torej od Hipokrata do nacizma se ni delala eutanazija in potem tudi od nacizma naprej do preloma tisočletja se nikjer na svetu ni delala eutanazija. Torej to v bistvu ni noben napredek, ne. To je nazadnjaštvo, ko gremo na stran, ko sploh še ni bilo civilizacije. Ne. In to z zakonom, kjer pravijo, ne, predlagatelji, da ima serijo varovalk, ne, pa smo lahko slišali zdravnike, da na nekaterih področjih je približno med daleč najbolj radikalnimi na svetu, recimo sploh pri siljenju zdravnikov, da to delajo. Kar mi je zanimivo, ne, po zakonu nekje v 30 dneh od prve izražene prošnje, kjer se sprašujem, glede na to, da je izražena verbalno, a to pomeni tudi vzdih, kar umrl bi, ne? Če bo neki zdravnik slišal, ko vzdihne to bolnika, je to že od tiste točke, ali bo kako drugače, to težko rečem zdaj, ampak ne, od tiste točke, ko daš to željo, v 30 dneh najkasneje si eutanaziran oziroma samo usmrčen. Ne? Če pogledava čakalne dobe, ne, v najkrajšem možnem času, mislim, če se pa najbolj poklopi, vse je najkrajše, pa že v dobrem tednu. Ne? Od dobrega tedna do 30 dni časa približno si usmrčen. Ne? Čakalna doba za prvi pregled pri psihiatru zaradi odvajanja od alkohola, ta trenutek je 38 dni, sem ta teden pogledal. Prvi pregled pri psihiatru za splošno obravnavo, torej, če želiš, da bo psihiater ugotovil, a si se ti zmožen ubiti, oziroma imaš pravico, da se ubiješ, v 3 dneh, ne, pride psihiater. Če želiš, da ti psihiater pomaga živeti naprej, čakalna doba za prvo obravnavo 78 dni. To si zdaj povedal dovolj točno na to temo. V kakšnem stanju je sicer slovensko zdravstvo, da bi bilo zdaj sposobno, ne? Pa tudi če rečemo, da bi bilo to vse okej, ne? Moralno, etično, da bi bilo sploh sposobno funkcionirati ta zakon. Druga stvar, varovalke. Ne? Videli smo, duševna bolezen piše eksplicitno v zakonu, ni edini razlog za eutanazijo, pa je že sicer že prej v enem členu tako dvoumno napisano, da se pravzaprav to dvoje nasprotuje. Ne? In to je eklatantna diskriminacija, če ti podeliš pravico do eutanazije, potem pa jo z zakonom na podlagi duševne bolezni nekomu odrečeš. Ne? Isto ustavno sodišče, ki pravi, da če lahko moški in ženska si pomagata pri neplodnosti z umetno oploditvijo, da lahko tudi ženska, ker je sicer diskriminirana sama, če nima partnerja ali pa 2 lezbiki. Ne? Isto ustavno sodišče, ne vidim razloga, kako v roku največ leta ali 2 tega ta varovalka ne bo takoj padla. Ne? Konec koncev Milan Krek, ne, je opozoril, da je na Nizozemskem, kjer je zakon od leta 2002, ne, najstarejši zakon, se zakon ni spremenil, pa je najprej bil zelo omejen, potem pa so spremenjene prakse, odločitve sodišč in vladne smernice to razširile dobesedno do tega, da se danes lahko eutanazira že otroke. Se pravi, življenje teče mimo zakona. Ne? Tako da to se mi zdi, da so stvari, ki pač enostavno, ne, recimo, če smo na tej točki, ne moremo drugače, kot da pač opozorimo na te. No, enemu referendumu pa smo se izognili in to je referendum o pokojninski reformi. Ne?
To pa ne bo treba iti pred marcem še enkrat. Ja, zdaj, kar se tiče pokojninske reforme, ne, zdaj zbirali so te podpise sindikati, bom rekel, ta najbolj leva linija sindikatov, mislim, da nekako zbrani okoli Mihe Kordiša. Ja, to je bilo precej očitno. Miha Kordiš je nekako računal, da bo svoj politični comeback oziroma po odhodu iz Levice naredil ravno na krilih tega referenduma. Ta teden je potem dal izjavo, da tudi teh 11,000 podpisov, ki so jih, torej dobro četrtino potrebnih zbrali, da to šteje kot uspeh. Ne. Seveda, vse šteje kot uspeh, ne, če si pač moč nekako upravičiti, ne, zdaj ustanavlja sicer Miha Kordiš, mislim, da ravno zdaj ta vikend tudi svojo stranko, ampak izpostavil bi tle dve stvari. Ne. In ne gre se izogniti občutku, ne, da je tudi datum kongresa te stranke bil postavljen tako, da bi na sveže proslavili referendum o pokojninski reformi. Zdaj bodo pa proslavljali 11,000 zbranih podpisov. Ne. Pokojninska reforma, bom rekel tako, ni kaj prida, ampak je ena redkih stvari v tej vladi, ki vsaj ne gre diametralno v napačno smer, ampak je majhen korak, verjetno premajhen, verjetno preveč benigen, pa ne čisto dobro domišljen, ampak vsaj korak v pravo smer, pa mislim, da je. Tako da v tem kontekstu sem po svoje celo vesel, da ni referenduma o pokojninski reformi. Druga stvar, zbiratelji podpisov so jasno pokazali, da pravzaprav ne razumejo praktično ničesar. Eden glavnih očitkov, ki so ga dali, je to, da je pokojninska reforma nefair, ker še vedno so prispevki delodajalcev manjši od prispevkov delodajemalcev. Pričemer je to zgolj računovodski prikaz, kako pač ti delavcu na plačilni listi prikažeš vse prispevke in v resnici je povsem irelevantno, ali so prikazani v enem kvirčku ali v drugem, kar pač, če bi povečali prispevke delodajalcev, ker bi jih seveda povečali, ne bi zmanjšali prispevkov delojemalcev, verjetno bi to zgolj pomenilo pač enostavno še večji drugi bruto, ki je dejanski strošek, za poslovalce. Zdaj, ko si govoril o korakih v pravo smer, se verjetno vsaj načelno lahko strinjava, da je to tudi pridobitev uporabnega dovoljenja za zapor v Dobrunjah. Ta teden v torek se je to po večmesečnem čakanju in zapletih vendarle zgodilo. To bo s 388 zaporniki seveda prepotrebna okrepitev tega sistema v Sloveniji. Investicija je 86 milijonov evrov, ampak spet, na kakšen način? Zadevo spremljajo sumi kaznivih dejanj, kazenske ovadbe, tudi policija je potrdila, da vodi preiskavo v tej zadevi. Zelo na kratko, ker bova v posebni special epizodi Safarija na portalu zanima.me to obdelala v jutri, v zgodnih jutranjih urah. Pa vendarle, na kratko, 5,1 milijona evrov podražitve zaradi odvoza kontaminiranih gradbenih odpadkov oziroma okužene zemljine, podobno kot pri neki drugi stavbi Darsa, ki se je izjemno podražila, tudi ne vemo čisto, kje je ta okužena nevarna zemlja z rakotvornimi snovmi končala. Sumi se in v 6 primerih lokacij je že potrjeno, da ne tam, kjer bi morala. Pri sami investicijski zasnovi pa podpisnica pogodbe, polagala je temeljni kamen bivša ministrica Dominika Švarc Pipan, nekatere tehnike tega posla, tudi izvajalec mimogrede, je isti kot pri Darsu, CGP, pa vendarle podobna skupina ljudi z Dominiko Švarc Pipan spominja tudi na afero Litijska, tudi ministrstvo je seveda isto za pravosodje, in govori se, preden greva v specialu v podrobnosti, da je Katičeva z veseljem odstopila zaradi novomeške tragedije, ker se je tako zelo bala, da bi sicer morala odstopati zaradi afere zapora Dobrunje. Več pa v soboto zjutraj na zanima.me. In če smo že pri tem, in KPK-jo in podobnih, ki preiskujejo, oziroma so začasno ustavili preiskavo zoper Roberta Goloba. Zakaj? Zaradi manevra, ki ga je izvedel njegov odvetnik Stojan Zdolšek. Preden pogledamo klip, 3 tožbe je vložil na upravno sodišče proti KPK-ju, 2 v zadevi Karigador, eno v zadevi Bobnar, zaradi zavrnjenih vpogledov v dokumentacijo. Odvetnik premierja si je namreč mislil, da bi rad čisto vso dokumentacijo v zvezi s temi primeri. KPK pa pravi, da v nekaterih primerih pač zaradi interesa preiskave oziroma zaradi varovanja osebnih podatkov tega ne more dobiti. Zdaj se tožijo na upravnem sodišču, Zdolšek je pa povedal ta teden tole. Potem komisija tik pred volitvami objavlja recimo te svoje ugotovitve in boste vi takrat očitali, da politizira? Lejte, jaz mislim, da ta saga, ki se vleče že toliko časa, se je že malo izpela.
Zdaj, celo bi rekel, da je vse skupaj že postalo malo dolgočasno, ta postopek. Ampak gre za pomembno vprašanje, ne? Za integriteto, za korupcijo. Vsi gledamo predsednika vlade, še enkrat, gre za vprašanje, ali je predsednik vlade lahko zaskrbljen nad kadrovsko sliko, naprimer v policiji ali pa kjerkoli drugem resorju, in to zaskrbljenost izrazi svojemu ministru. Obstoječi postopek še daleč od tega, da bi bil proti koncu. Mi smo vložili izjasnitev na osnutek in menimo, da rabi KPK kar nekaj časa, da to prouči, in tudi mislim, da je prav, da si je vzela malo predaha in ima dovolj časa, da zadeve pretehta. No. To je izjava v tipičnem slogu odvetnika, ki meče novinarje iz pisarne. Zdaj že vehementno javno govori o tem, koliko časa po njegovem skromnem mnenju rabi KPK, ne, ki, kot pravi, potrebuje oddih, naj si ga vzame. Zdaj. Mislim, to mene spominja, ne, kot da se on obnaša, kot da je en oče, ki zdaj porednemu KPK-ju reče, pejte v sobo pa malo razmisel, kaj si naredil. Ja. Ta izjava je v bistvu razkrila na kratko čisto vso taktiko, kar jo imata s predsednikom vlade Robertom Golobom, procesno čim bolj zavleči zadevi Bobnar in Karigador. Tudi besede, ki jih je uporabil Zdolšek v izjavi, niso naključne. Zadeva se mi zdi izpeta in dolgočasna. Točno ta efekt namreč želita v slovenski javnosti ustvariti. Če pa slučajno poročilo KPK vendarle pride tik pred volitvami, pa bosta pač obtožila KPK, da je z ugotovitvami čakala na čas finiša kampanje. Ne? Kako enostavno. Jaz osebno še vedno stavim, ker tudi ta teden mislim, da je KPK dala izjavo, da vmes, ne, ko sicer preiskava uradno stoji, delajo procesne korake, da bodo potem čim hitreje končali. Zato stavim, da bo zadeva tik pred volitvami, da pa ta tema ne bo bistveno spremenila razmeri na levi sredini. Zakaj? Še vedno se mi zdi, da levi del volilnega telesa pred nedeljskim odločanjem bo najbolj zanimalo to, kdo je tista glavna anti-Janša varovalka, ki jim zagotavlja podobno vlado kot zadnja 4 leta. Se mi zdi pa to groteskno, kako se odvetnik pravzaprav tukaj pojavlja na mesto premierja, kako nastopa kot iz neke moralne nadpozicije, nevarno za pravno državo, takšen dobesedni posmeh institucij, če še KPK ne si vzame malo več časa, bodo malo bolj pametno odločili. Dajmo se zdaj spomniti tistega režanja Poklukarja, ko je odzvanjala njegova izjava, Slovenija je varna država. Zdaj nekdo umrl tam v Novem mestu na Pločniku, tule imamo pa tudi podoben posmeh. Prosto po Zdolšku bi rekel, prav je, da je premier zaskrbljen, kaj se dogaja v policiji, nikakor pa ne sme naročati, da se v njej izvajajo čistke, oziroma biti zaskrbljen, ker se te čistke dogajajo prepočasi. Zdaj še malo staneva pri KPK-ju, sam na drugem področju. Razpis je objavil urad predsednice Nataše Pirc Musar za nov mandat. 3 so se prijavili za mesto predsednika senata KPK, 5 se jih je prijavilo za mesto namestnika. Zdaj tako, glede predsednika vemo, da od 3 prijavljenih kandidatov 2 ocenjujejo kot zelo primerna, ta imata recimo pri nominaciji prednost, to sta aktualni Robert Šumi in Katja Mihelič Sušnik, ki je tudi že zaposlena od 2011 na KPK in trenutno vodi službo za operativo. Se pravi, na tej poziciji številka 1 nobene dramatične spremembe ni za pričakovati. Bolj zanimivo pa celo pri namestnikih, ker je med 5 prijavljenimi kandidati samo eden dobil po mnenju komisije oznako zelo primeren, in to je, pazi, novinar in urednik notranje politične redakcije na javnem radiju Slovenija, Aleš Kocjan. Tudi najina na nek način konkurenca, skupaj s Tanjo Starič občasno ustvarjata podcast Umetnost možnega. In šel sem pogledat zanimiva podrobnost. Ta podcast miruje od 22. oktobra, torej zdaj že več kot 3 tedne, in zadnja epizoda je naslovljena Zgodba, ki je pretresla politiko, in kdor bi mislil, da je to novomeška tragedija, ne, to je bil primer Prednik, torej nekaj, kar je recimo udarilo po stranki SD. O novomeški tragediji pa od 22. oktobra nič, še nobene epizode. Bom se tukaj vzdržal komentarja, pa bom rekel samo nikogaršnji hlapci oziroma depolitizirana RTV. Jaz pa bom dodal samo še to, da si želim, če kolega Kocjan postane namestnik na KPK-ju, da bo pri lovljenju korupcije v tej državi bolj ažuren kot pri objavah na podcastu. Vsekakor.
ko smo že pri stvareh, ki ta teden zaznamujejo teden, ne? Predvolilna slaščičarna oziroma božičnica, zimski regres, kakorkoli želi kdo to imenovati, je bila zdaj potrjena, ne, v državnem zboru. Pa da zelo hitro našteva, ne samo ta obvezna božičnica, ne, noter so potem zato, da bi se izognili referendumu, pa da bi pridobili vsaj tisti kvorum oziroma vzdržanost opozicije, vtaknili še normirance, ki jih vračajo na podoben sistem kot prej, se pravi mejo za vstop v ta sistem jim celo dvigujejo z prejšnjih 100 000 na 120, jih pa dodatno manj ugodno kot prej obdavčujejo. Potem je premier imel preblisk, pa je napovedal, da bodo vsi Slovenci imeli brezplačen dostop do umetne inteligence. Zračunal sem, da če bi nam vsem kupili letno naročnino na ChatGPT, je to 400 milijonov evrov, recimo. Ja, sem pa jaz ocenil, da verjetno tega ne bodo naredili, pač pa bodo na razpisu ponudili nekemu podjetju, da naredi nek umestnik do ChatGPT. Da ga prevede v slovenščino s to pod razliko, da delov ne bo prav dobro. Tako nekako, ne? To je ta logika, se mi zdi. Tako, no, potem smo videli neke res minimalne kozmetične spremembe olajšav in mej na dohodninski lestvici, če zelo na hitro povem, pri minimalni plači okrog 100 evrov na leto razlike, pri povprečni plači pa 200 evrov, ne? Kot da nam niso tega že zdavnej v 3 letih in pol pobrali na druge načine. In potem še PR reševanje Levice, kjer zdaj Luki pač pada po lestvicah popularnosti, ne, z odpiranjem stanovanj, prevedbenim zakonom o dolgotrajni oskrbi. Skratka, ne, če bi gledal te izredne seje v parlamentu ta teden, pa to je produkcija, kakršne prej 3 leta pa pol ni bilo. Ne. Ja, ne. Če dodam še recimo zakon o omejitvi skirojev, ne, uporabe skirojev se dviguje na 15 let, češ, da bomo manj prometnih nesreč, ne, ob prepovedanih alkotestih, ne, in tako dalje. In dajmo biti pod črto zelo jasni. Vse, kar sva naštela, vsa ta produkcija je namenjena eni sami stvari. Prikrivanju afer predsednika vlade, o katerih sva govorila predtem, Karigador Bobnar, prikrivanju nesposobnosti na številnih podsistemih v tem mandatu in imaš še zame, pa to višek tega tedna, pismo Roberta Goloba preko Ministrstva za javno upravo je razposlal to 190 000 javnim uslužbencem, kjer jih 4 mesece pred volitvami prijazno opominja, kdo je zrihtal višje plače s plačno reformo in kdo je tik pred novim letom zagotovil božičnico. Poskrbeli so za naše v javnem sektorju, ne, pri čemer bi pa pozoril na par stvari seglih, kakšne brain rote, ampak res, ti imaš najstniške otroke, veš, kaj je to brain rot. Dobro poznam, ja. Ne, smo lahko poslušali, Luka Mesec trdi, božičnica ni obremenitev za gospodarstvo, ne, je pa obvezna, zdaj jaz ne vem, kako to sicer gre skupaj, ne, potem recimo samostojni podjetniki, kje smo mi, ki bomo dobili zdaj božičnico, ki je ne bomo, ne, mi smo tisti, ki ne dobimo božičnice, ne, vrhunski brain rot se mi zdi, si je pa prislužila, bom rekel, poslanka Gibanja Svobode, redko sicer nastopa, ne, ki je v Mladini prebrala, da v Sloveniji še odpiramo podjetja, da imamo podjetij še dovolj. In da imajo čiste dobičke. In da imajo čiste dobičke. V skupni, v kumulativi v celi državi je bilo teh čistih dobičkov 6,5 milijarde, kot da je to nekaj slabega in kot da je cela država eno podjetje, ne, ki gre iz ene malhe. Se pravi... No in moj predlog predsedniku vlade je, da najprej med vsemi 2 milijona državljani tej svoji poslanki uredi dostop do orodij umetne inteligence. Bodo nastopi boljši. Ja, ne, mislim, pač... In ona trdi, niti, da večina podjetij ne izplačuje božičnice. Nisem povsem prepričan, da vendarle gledalcem dava še ime. Mislim, da gre za Sandro Gazinkovski iz Gibanja Svobode. Pri čemer, ne, mislim, da prav nihče ne bo zameril, tudi če sem se zmotil, ker jaz sem jo videl morda drugič, tretjič, pa zelo podrobno spremljam politiko. Tako je, res je. Še en brain rot bi opozoril, ne, ko so odpirali stanovanja, ne, Robert Golob je najavil, našli smo denar, ne, drugim so politične prioritete, mi smo našli denar. Ne. Jaz se sprašujem, kaj, a je bil odkrit kakšen piratski zaklad v Sloveniji, so v Izoli kakšen razbitino z zakladom najdel? Samo žepe obrnili na vzven. Našli so ta denar v naših žepih 100 milijonov na leto. Ja, po sistemu finančnega ministra Boštjančiča. Denar je ali pa ni, oziroma v prevodu ali se zadolžiš ali se pa ne. Pa je možno vse potem. Zdaj ena stvar, ki jo manj vesela stvar, okrog katere se ni prav preveč zahecati, jo je pa težko ta teden prezret. Poslanec SDS Andrej Hoivik je šel drugič, ne samo v tem mandatu, drugič v bistvu v slabega pol leta z rešilcem ven iz državnega zbora,
prvič vemo maja zaradi duševne stiske, takrat tisti incident na strehi Državnega zbora, tokrat domnevno zaradi visoke vročine in splošno slabega počutja. Zdaj, čez teden, ko govorim z različnimi viri, kar nekaj ugibanj se je, mislim, da je bilo to v torek, proti začetku tega tedna, v Državnem zboru sprožilo, z začudenjem so nekateri opazovali, zakaj Hoivika, tudi glede na te dogodke v maju, niso bolj diskretno odpeljali pač nek sodelavec, neka strokovna sodelavka preprosto z avtom na urgenco ali pa osebnemu zdravniku. Zakaj? Z rešilcem. Jasno je seveda, da je ta prevoz z rešilcem sprožil takoj medijsko pozornost. Večina medijev je potem to vsaj posredno povezala z majem in tako naprej. Ne? Zdaj, ena od možnih tez, ne trdim, je tudi to, da stranka pred jutrišnjo odločitvijo, jutri ima namreč SDS sejo sveta v ljubljanskem BTC, trasira na nek način sentiment javnosti do tega, da Andreja Hoivika morda na kandidatni listi za marčevske volitve ne bo. Zdaj, težko je reči, ne? Ali je to morda za poslanca celo boljša odločitev, kot da bi bil. Nekatere informacije so, da je prehitel zdravljenje, da ni bil prav navdušen nad jemanjem predpisanih zdravil in tako naprej. No, kakorkoli že ne, bi želel najne gledalce pozvati, da si jutri zjutraj, predvidoma na portalu zanima.me, preberejo eno kolumno mojo na to temo, naslov bo Tiha vprašanja v ozadju, primer poslanca tik pred oblikovanjem kandidatne liste SDS. Ja, tudi sicer pa zanimivo spremljati, kdo vse bo in koga vse ne bo na tej kandidatni listi. Ne, ko smo pa že pri kadrih, ne, bi pa morda povabil, naj si gledalci pogledajo včerajšnjo Tarčo, kjer lepo vidijo, kako deluje kadrovska slika, ko ima Gibanje Svoboda povsem nenadzorovano, brez zavori na ravnovesi, nadzor nad desetinami milijonov evrov. Glede na to, da gre pa za Evropsko prestolnico kulture, ki jo ima čez še kulturno ministrstvo Aste Vrečko, ne, je pa to tudi eden... Tandem zelo dobro povezan. Točno to je pa to tudi ena možna razlaga te ljubezni, ne, med Gibanjem Svobodo in Levico, ki jo spremljamo ves mandat, ki seveda ni samo v denarju, je še v nepremičninah. Zabavalo me je pravzaprav včeraj ob spremljanju Tarče, kako odlagajo vsi odgovornost. Češ, župan Nove Gorice Samo Torel, nisem jaz imenoval direktorja imenuje mestni svet, ga je sicer on predlagal v mestnem svetu, kjer ima večino, ampak ni ga on imenoval. In Asta Vrečko enako, predstavnik ministrstva v svetu zavoda EPK, ni zaposlen na ministrstvu, čeprav ga pa je ministrstvo predlagalo, torej zdaj sploh nima Asta Vrečko nobeno odgovor. No, glede Aste Vrečko pa še vodenje Slovenskega stalnega gledališča v Trstu prevzema dosedanja vodja kabineta ministrice za kulturo, Aste Vrečko, Nina Ukmar. Ob tem, da premier piše pismo 190 000 javnim uslužbencem, kjer se hvali za božičnico in višjimi plačami, se jaz sprašujem, pa ob tem imenovanju v Trstu, a so volitve čez 2 tedna ali šele čez 4 mesece, res mi ni več jasno. Očitno je strah pred izgubo položajev. Hud. Očitno zelo hud. Ja, no, mi položaja ne zgubljamo, ne? Ja, res je. Zdaj, ko smo pri odhodih, še ena kratka prilika iz ZDA, tudi o tem smo pisali na zanima.me, Nico Harrison, najkrajše možno povedano, mož, ki se je genialno odločil, da Luko Dončića iz Dallasa proda oziroma celo brez denarnega toka zamenja z Lakersi, je zdaj mogel plačati ceno svoje katastrofalne odločitve. Lakersi in Dončić blestijo, Dallas ima povsem obratno 8 porazov in 3 zmage v tej sezoni. In jaz sem pomislil ob tem, kako zelo lepo bi bilo živeti v Sloveniji, če bi bila meritokracija oziroma prevzemanje odgovornosti za slabe rezultate malo bolj samoumevna tudi v politiki, kot je pa No, čez 4 mesece in pol bodo ljudje imeli priložnost nekaj te meritokracije s svojimi glasovi tudi izraziti, vsi, ki bodo glasovali. Tako. Ampak moj doprinos k temu pa bo, da jim bom povedal pred tem, kako bi bilo morda prav. Tako. Evo, pri koncu sva, eno vabilo, torej še v ogledu sobotne posebne epizode za naročnike in podpornike. Tako da tisti, ki morda to še niste in želite kaj več izvedeti o zaporu Dobrunje, ki ga bova analizirala, imate še čas, da se prijavite. Ja, odgovorila bova tudi na vprašanje, zakaj bi ministrica Katič neštetokrat raje odstopila zaradi novomeške tragedije, kot zaradi tega spornega posla. Torej, Safari Special za naročnike in podpornike na portalu zanima.me že jutri zjutraj.
Tako, sicer pa večina tem, ki jih nismo uspeli obdelati zaradi časovne omejitve, najdete na portalu zanima.me. Prihodnji teden pa kar 2 oddaji Safarija, soočenje pred referendumom o evtanaziji in seveda običajna klasična epizoda, tako da do takrat pa lep pozdrav. Nasvidenje.